Mi smo to ustavno presojo napovedali že v času, ko se je razpravljalo in glasovalo o zaupnici predsedniku vlade pretekli mesec. Ta ustavna presoja se nanaša na presojo financiranja zasebnih šol. Podpisalo jo je 37 poslancev koalicije, vložena je bila včeraj in zahtevali smo tudi, predlagali ustavnemu sodišču, da glede na razmere to pobudo tudi prednostno obravnava. Problem vam je poznan, gre za to, da imamo v Sloveniji nekaj zasebnih šol, katerih njihovi verificirani javni programi so financirani 100%, in imamo nekatere šole, katerih javni programi so financirani samo 85%. Da je ironija še večja, imamo primer Valdorfske šole. Tista, ki deluje v Ljubljani, ima isti program financiran s strani države 100%, Valdorfska šola v Mariboru recimo samo 85%. In mnenja smo, da je potrebno to situacijo, ki je nastala po letu 1996, urediti. Zakonom ni bilo možno, ker ni bilo zadostnega političnega soglasja. Računam pa, da bi odločba ustavnega sodišča bila zadosti trden temelj, da bi tudi to odprto področje, ki je tako burkalo kar nekaj časa slovensko javnost in pa tudi politiko, lahko to v kratkem času, če bo odločba relativno hitro posvetovana, tudi sanirali. Če nam lahko več poveste o izrednih sej državnega zbora, ki se mandatno ne bi petek, kaj pa na njem, kaj predlagate. Drugo, želel bi vas komentar glede na današnje objave v Delu in sicer govorice o izstopu vsaj enega poslanca Desusa, ko so pa koalicijske strane in po drugo stran. Poslanca Desusa v drugo stran. Ja. No, gledajte, zdaj, kar zadeva izredno sejo državnega zbora, res je, mi smo danes vložili to zahtevo, koalicijsko zahtevo. Na tej izredni seji državnega zbora bi obravnavali dva zakona, ki sta vložena po skrajšanem postopku, gre za zakon o prevzemih in za zakon o bančništvu. Ocenjujemo, da je obravnava teh dveh zakonov glede na razmere, ki se dogajajo pri prevzemih nekaterih podjetij, da je ta obravnava nujna. Koalicijske stranke so soglasne in so to zahtevo tudi podpisale. Dodatno pa smo predlagali, da se na sejo državnega zbora v primeru, če bo vlada predložila program slovenskega predsedovanja, da bi obravnavali pred slovenskim predsedovanjem tudi to vsebino. Zdaj, jaz upam, da bo kolegi določil datum seje, da bo ta seja dejansko v petek prihodnji teden, da izkoristimo še te termine, ko so poslanci tukaj zaradi tudi nekaterih drugih obveznosti in mislim, da bomo v petek tudi lahko imeli na razpolago dovolj časa, da opravimo z vsemi tremi vsebinami. Kar zadeva pa vaše vprašanje glede izstopa vsaj enega poslanca Desusa v neko drugo poslansko skupino, pa vam moram odkrito povedati, da o tem nisem obveščen. Če kdo želi? Mene zanima, kako komentirate napoved SD-ja, da bo ustanovila preiskovalno komisijo za ugotavljanje morebitne nepravilnosti pri prodaji slovenske industrije jekla. Menite, da bi taka komisija lahko ugotovila, da je bila ta industrija prodana pod ceno ali kakšne druge nepravilnosti? No, zdaj opozicija ima vedno možnost, da lahko
uporabil vse inštrumente, ki jih nudi parlamentarna demokracija, da v primeru, da se jim porajajo dvomi o kvaliteti prodaje, o zakonitosti prodaje, ali so sporni kakšni drugi vidiki prodaje slovenske industrije jekla, potem lahko tudi sami oblikujejo to pobudo. Mislim, da morajo zbrati zadostno število podpisov za vložitev zahteve, mislim, da rabijo 30 podpisov. Se mi pa zdi čudno, da do sedaj že tega niso realizirali, teh svojih dvomov. Mislim, da je od prodaje slovenske industrije jekla poteklo leto dni, da so bili takrat znani vsi pogoji prodaje, tudi da je bil celoten postopek izpeljan zelo pregledno in me pravzaprav ta njihova zahteva čudi. Zdaj jaz upam, da to ni povezano samo s tem, da so vložili dva zakona v zakonodajni postopek, za katerega pa kaže, da ne boste dobila zadostne podpore. Mislim, da bi bilo bolj nekako korektno, da bi v primeru, da so jim ti sumi znani to storili pač takrat, ko je bila ta zgodba, ko se ta slovenska industrija tudi dejansko prodajala. Takrat so tudi, ste seznani, ste bili tudi demonstracije, protesti nekaterih delničarjev, ki ne bi bili oškodovani. Vino takrat se po tem vprašanju ni pravzaprav strudilo za ničesar. Kako komentirate odstop ustavnega sodnika gospoda Grada? Ja, pred nekaj trenutki sem dejansko dobil tudi to obvestilo, da je ustavni sodnik Grad odstopil. Mi oziroma sam spoštujem njegovo odločitev, vsekakor je za katerokoli inštitucijo mnogo boljše, da ima v svoji sestavi človeka, ki je s svojim delom, s svojim poslanstvom v tej inštituciji zadovoljen, da je dr. Grad, saj to, kar se zasledil, se kljub temu, da je zelo velik strokovnjak z področja ustavnega prava, v tej vlogi nekako ni našel tistega potrebnega notranjega zadovoljstva, ni videl zadostnega izziva in jaz mislim, da bo tudi v novi službi, v katero se vrača, pač te svoje strokovne izzive nekako bolj izživel. Na tem področju je dejansko velik strokovnjak in je kot tak dobil tudi vso podporo pri kandidaturi naše poslanske skupine.